Spoštovane dame in gospodje, lep pozdrav, sem Mihael Toš, avtor projekta Kein Kampf. Smo pri tretjem videu letošnjega programa šoa, spominjamo se 2022. Tema tokratnega videa je animacija Holokaust VR 360 iz metapozicije. Leta 2018 sem predstavil animacijo Holokaust, ki je kombinirana z dokumentiranim pričevanjem pisatelja Borisa Pahorja in je zasnovana za otroke, mladino, odrasle in tudi žrtve. Zelo premišljen in dodelan koncept prikaza, kaj je Holokaust bil, kombiniran s pričevanjem ta trenutek najstarejšega preživelega holokausta na svetu. Sedaj smo pa šli še nekaj korakov naprej in to isto animacijo predelali oziroma nadgradili v virtualno tehniko za ogled z očali. In, ker smo že prišli do tega nivoja, smo naredili dve perspektivi. Ena perspektiva je perspektiva opazovalca, druga perspektiva je pa perspektiva žrtve. Sedaj si bomo najprej ogledali nekaj kadrov klasične animacije, da si jo pritegnemo v spomin, potem pa povem bistvene karakteristike tako imenovane metapozicionirane animacije. Juden, raus! Einen Juden kann man riechen! Juden, raus! Schneller! Juden, aufmachen! Juden, aufmachen! Alle raus! Sofort! Bitte nicht! Juden, aufstehen! Mitkommen! Sofort! Schneller! Hier sind Judenkinder! Bitte nicht! Abfahren! Einsteigen, wird's bald! Einsteigen, Juden! Einsteigen, wird's bald! Einsteigen, schneller! Einsteigen, Juden, schneller!
rechts. Alte, Frauen und Kinder links. Männer, Arbeitslager, Frauen, Kinder, Alte, Brausebad. Sonderkommando, Gepäck, Wertsachen sortieren. Juden, was soll das? Arbeiten, habe ich gesagt. Juden, Brausebad, ausziehen und duschen. Zyklon B. Sonderkommando, an die Arbeit, aber rasch. Sonderkommando, Leichen durchsuchen, sofort brennen. Se pravi, ta animacija, ki smo sedaj videli, je sedaj pripravljena za VR 360 očala. Sedaj si bomo pogledali posnetke zaslona in kot rečeno, pripravljeni sta dve verziji. Prva verzija je metapozicija. Metapozicija pomeni opazovanje od daleč, se pravi neupleteno. Prikazuje animacijo v klasični obliki, v tehniki, da jo je možno gledati na računalnik brez VR očal in tudi z VR očali, ki daje občutek, da se gledalka oziroma gledalec nahaja na lokaciji. Animaciji je dodan virtualni lik Borisa Pahorja, ki potem vodi skozi izobraževanje in služi dvigu zavedanja. Se pravi, animacija VR 360 Metamodus pomeni nadgradnjo animacije iz leta 2018 na nivo gledanja z VR očali, plus tega, da nastopi animiran lik Boris Pahor in gledalci se lahko vživijo v vlogo, kakor da so zraven, se pravi izobraževalni namen. Da ni v tednu šoa spominjamo vse preveč materiala naenkrat, imamo koncept takšen, da sedaj januarja to animacijo predstavimo, aprila, ko se pa spominjamo deportacije slovenskih Judov, pa bo animacija na voljo za uporabo in takrat bomo povedali še nekaj nadgradenj, ki so v pripravi. Sedaj pa vas pustim še z nekaj kadri in
vam rečem, kar povem sedaj pogosteje, dojamemo, da holokavst ni zgodovinska tema v smislu nekje tam daleč onkraj, ampak je tema, katere preživeli so še danes med nami in ki lahko živo pričajo, kaj se je v teh tovarnah groze dogajalo. Zato potrebujemo tovrstne izobraževalne materiale, da lahko mladim ljudem, otrokom, na način, ki jih ne travmatizira, predstavimo težo zločina in poskrbimo za to, da bojo razumeli, da se kakršnikoli konflikti, težave, situacije ne rešujejo na rajhovski način, ampak civiliziran in human način. In za tovrstno izobraževanje je tovrstna animacija zelo, zelo priročna stvar.